kako klasična glasba vpliva na razvoj otroka. Dejansko obstajajo dokazi, da glasba ima pozitivne učinke tako na duševno kot na telesno zdravje. Tako kot glasba je tudi humor na nek način eno zdravilo. Ja, nekaj ti moram povedati. Z inštrumentom je vse v redu. Ja. Te obiski abonmajev, družinskega abonmaja Slovenske filharmonije so zelo lep uvod v eno klasično izobrazbo. Pazi, da ga ne boš tukaj zadev, če ga obleko zadaneš, se ustnik potem takoj zlomi in je gotovo. Jaz imam v bistvu že vse življenje abonmaje, sem imel pa tudi FKK, ugotovil seveda, da ni nudistov tam. Kdaj si pa pol to ugotovil? A je bilo že prepozno? Tako da je. Če te zdravje pusti na cedilu, je to najbolje, če stori na koncertu Slovenske filharmonije, ker skoraj v vsaki vrsti sedi en doktor. Kako je počutje? Rabiš kaj zdravnika? Ljudje hodite na koncerte, varno je. Tudi v tem smislu glasba pomaga k boljšemu zdravju. Spoštovani in spoštovani, v današnjem podcastu 1, 2, 3 bis gostim infektologa, pediatra, scenarista, dramatika in glasbenika Marka Pokorna in odlično violinistko, članico prvih violin orkestra Slovenske filharmonije ter mamo 2 otrok, ki vzgaja v ljubezni do klasične glasbe, Mojco Fortin. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Draga gosta, danes se bomo malo pogovarjali o klasični glasbi, odkrivali, ali ima klasična glasba zdravilne učinke. Predvsem pa, Marko, na koncu imamo za vas še, oziroma za tebe en glasbeni izziv. Mojca, mogoče pa na začetku, dajmo samo objasniti, veliko gledalk in gledalcev nas je spraševali, glede na to, da je naslov našega podcasta 1, 2, 3 bis, kaj pomeni bis? Bis je v bistvu dodatek po koncu uradnega programa. Solist ali pa orkester zaigra še eno kratko skladbo, tako za, v bistvu, za zahvalo publiki za aplavz. Okay, ampak zaigrajo vedno bis? Se to vedno zaigra? Ni nujno, ne. Se pravi, če je publika... Ponovadi, če je solist, skoraj vedno, orkester pa niti ne. In če je publika navdušena, ploska in to pomeni, hočemo še. Ja, pa odvisno od dirigenta, ponovadi, še ni sek kratek, ali pa če je kratka skladba, mogoče tako. Ok, zdaj vemo. Bis pomeni dodatek, tako da tako. Mi smo dodatek. Mi smo dodatek. Marko, kako velik vpliv je oziroma ima klasična glasba v tvojem življenju? Koliko časa si vzameš za klasično glasbo? Glasba je zelo pomemben sestavni del mojega življenja in jo praktično vsak dan ali poslušam ali pa poskušam vsaj malo tudi igrati. To me spremlja že iz otroštva in se je ta moj odnos nekako skozi življenje spreminjal, ampak mislim zdaj na stara leta, sva našla neko ravnovesje in mi je dejansko v pomoč, oporo in neko zatočišče pred dnevnimi izzivi. In glasba te spremlja že celo življenje. Zdaj, oče je bil muzikolog in pravnik, mama je bila pediatrinja. Kaj pa prevladovalo v vaši družini? Glasba ali medicina? Oba pola sta se na nek način sta bila zelo izražena. Mislim, da sem nekako večino svojega življenja si želel biti zdravnik in če bi imel možnost še enkrat izbirati, bi se še enkrat do pičice enako odločil. Glasba je bila pa moja ljubezen, s katero tudi ves čas živim. Ste obiskovali glasbeno šolo kot otrok? Ja, obiskoval. Začel sem z blokflavto, ki je bila takrat neka taka vstopna točka v glasbeno izobrazbo. Potem sem nadaljeval s klavirjem. Vmes sem v rekordno kratkem času absolviral teorijo. Zdaj na stara leta sem se pa v bistvu vrnil k blokflavti. Tako da zdaj kar redno v bistvu tedensko igram blokflavto in to blokflavte vseh velikosti. Šel sem z nemškega na baročni prijem,
kar je bilo pri mojih letih kar velik izziv. Tako, ampak v tem uživam. Hodiš del v glasbeno šolo za odrasle, oziroma imaš kakšnega mentorja? Ali to samo... Imam mentorico Matejo Bajt, ki je profesorica kljunaste flavte, ki je moja sovaščanka v Begunjah na Gorenjskem, oziroma na Zgoši. In pred nekaj leti sem, ker hodim vsako leto na Radovljiški festival, ob katerem ima pa Mateja mojstrsko šolo blokflavte, sem enkrat vprašal, a pa vzamete tudi kakšnega odraslega, ali so to samo dijaki konzervatorija, študenti akademije za glasbo? Ne, imamo tudi odraslo skupino in zdaj pač vsako leto hodim na ta tečaj. In ustvarjate in se zabavate in sproščate. Tako. In v bistvu špilam vsako soboto v Begnah na koru pri Maši z Matejo, v upanju, da bo to morda dovolj za klimo v Vicah. Jaz sem prepričan, da bo to dovolj. Mojca, vi pa igrate v orkestru Slovenske filharmonije, se pravi sekcija prve violine, že več kot 10 let. Tako. Violino ste se začeli učiti pri 5 letih. Izhajate, oziroma ste se rodili v glasbeni družini? So vaši starši glasbeniki? Ne, ni oziroma noben. tvoji starši, smo rekli, da se tikamo. Tako, ja. Ne, noben staršev ni glasbenik, tudi noben ožje familije. Tako da v bistvu sem samo rada pela in mama me je vpisala v glasbeno šolo. Tako se je začel. Isto najprej z blokflavto, pa hitro presedlala na violino. In to je bilo nekako to. Ja, ampak to, da so te dali na violino, pomeni, da so pedagogi odkrili, da imaš zelo dober posluh. Tako, ja. Hotela sem klavir, pa pol so rekli, da v bistvu imam posluh, tako da lahko grem na eno godalo. No. Imaš pa 2 otroka, 2 sinova, ju vzgajaš v duhu klasične glasbe, imata rada glasbo? Ja, imate zelo rada glasbo, v bistvu nimate izbire s klasično, ne, ker pač že kar sta bila v trebuhu oba, nekako poslušata to. Pač hodimo skupaj v bistvu na koncerte, vsaj en del teh družinskih abonmajev, naprimer, je zelo zanimiv za otroke. To so ti otroški abonmaji? Otroški abonmaji, ja, dopoldanske matineje. Tako da tudi ta mali, ki ima 4 leta, v bistvu zelo lepo zdrži, tudi že celo. No. Tako, pol pa pri prvem v bistvu je bilo več klasične glasbe, pol pri drugem pa malo manj, ne. Smo pa Mačka Murija, pa Romano Kranjčan, pa to, ne. Ja. Ampak še vseeno, v bistvu se zelo dobro odzivata na glasbo, zelo poznata v bistvu skoraj vse inštrumente, tako da bomo videli, kam bo to peljalo. Marko, ti imaš abonma Slovenske filharmonije? Ja, jaz imam v bistvu že vse življenje abonmaje, še ko so bili barvasti, a ne. Zdaj, ko imajo pa te nove zanimive kratice, ja, imam pa, moram reči, SMS in SOS. Zdaj, moram reči, da mi je ta sodobne orkestrske skladbe grozno všeč. Sem imel pa tudi FKK, ugotovil seveda, da ni nudistov tam. Kdaj si pa pol to ugotovil? A je bilo že prepozno? Ne prepozno. Ampak zanimivo mi je, da ti je všeč sodobna glasba. Kaj te pa pritegne pri sodobni glasbi? Kaj ti je tako fascinantno? Meni je sodobna glasba všeč, ker je tudi zelo močna, izrazno. Seveda, ne pa vsa. Marsikdo pravi, da je zahtevna za poslušanje. Zahtevna za poslušanje, ampak seveda lahko pa v njej prepoznaš neko kvaliteto in se te dotakne. No, tako. Mogoče potrebuje pa več nekega angažmaja tudi pri poslušanju. No, tako. Marko, si predstojnik pediatrične klinike v Ljubljani. A ste kdaj raziskovali, kako klasična glasba vpliva na razvoj otroka? Ne spomnim se, da bi na pediatrični kliniki kdaj to prav v znanstvene namene preučevali. Vem pa, da dejansko obstajajo dokazi, da glasba ima pozitivne učinke tako na duševno kot na telesno zdravje. In v bistvu bi si želel tudi, da bi na kliniki glasbo nekako še bolj vključili v svoje vsakdanje delo oziroma da bi glasba mogoče bolj pogosto odzvanjala po sobah in hodnikih pediatrične klinike, ker mislim, da bi določenim skupinam bolnikov to dejansko lahko koristilo. Se pravi, če te prav razumem, z glasbo lahko obvladuješ bolečino, torej, fizično ali psihično. Poslušanje glasbe dejansko lajša recimo bolečine, trpljenje onkološkim bolnikom. Lajša v bistvu stres novorojenčkom
pri recimo kakšnih bolečih posegih. Ima številne koristne učinke in mislim, da torej moj res interes je, seveda imam seveda veliko drugih izzivov, ampak da bi dejansko mogoče lahko uspeli v prihodnjih letih glasbo še bolj nekako umestiti v nek ambient pediatrične klinike. Na kakšen način pa recimo, da bi v živo prišli glasbeniki? Tovrstnih dogodkov imamo kar nekaj, predvsem zdaj v decembru. Na določene oddelke, predvsem na oddelku otroške onkologije, imamo kar že stalne goste, ki pridejo nastopati. Mislim, da je to en način. Drug način je, da smo dejansko pred letom ali dvema z Radiom Slovenija vzpostavili bolnišnični radio za otroke. Nekako bi si želeli, da ne bi bili otroci tako vezani na uporabo zaslonov, ampak da bi nekako več pozornosti namenili poslušanju, da bi bila ta nekako pozornost bolj usmerjena v to. Meni, da veliko staršev zdaj uspava otroka z zasloni, s tablicami. Če se ne motim, absolutno odsvetuješ. Nekako ne, seveda, posebej pri zelo majhnih otrocih je uporaba, pa pretirana uporaba zaslonov odsvetovana. Dejansko smo tudi slovenski pediatri pred 2 letoma izdali neko publikacijo o nekako primerni rabi ali pa smotrni rabi zaslonov pri otrocih. Dejansko pa v trenutku, ko naj bi človek zaspal zvečer, ko se nekako telo pripravlja na počitek, je kontraproduktivno gledati svetlobo tega spektra, ki jo daje zaslon nekega pametnega telefona ali pa tablice, ker enostavno moti te procese v telesu in dejansko se ne moreš umiriti in zaspati. V ta namen je bistveno bolje poslušati pravljico, poslušati kakšno glasbo ali pa enostavno brati kakšno knjigo. Mojca, kako ti uspavaš svoja 2 sinova s klasično glasbo, s pravljico? Zdaj, ali so zasloni v igri? Ne, zasloni niso, jaz sem, kar se tega tiče, zelo stroga mama. Ampak ta starejši sin, v bistvu, ki je bil star 3 mesece, ki so ga matrali te krči, je moj partner pogruntil, da mu pa zelo pašejo koračnice. In mi smo pol otroka uspavali na koračnice. Štravsove, recimo. Ne, ker pleh muska. Aha. Ja, pleh muska, pri nas laufa. Godba. Okay. Tako da pri nas to, zdaj tudi ta mali, 4 leta ima in še kar v avtu reče, da bi pa on koračnico, to pomeni, da bo zaspal. Ne. Ta mlajši pa smo probali seveda tudi, ne, če pri prvem šlo tako dobro, je pa s koračnicami, ampak on je pa bolj na klasiko, tako da pri njemu pa ars kar dobro gre. No. In uspavajo se na klasično glasbo. Tako. No, ta prvi ne. Ja. Kaj pa posluh ima pa potem boljši prvi ali drugi? Ne, drugi, ja. Drugi se mi ti da je boljši. Ki mu nisi vrtela klasično glasbo. Tako, ja. Zanimiv, ne? Ja. Ker pravijo, kako je to, da če, se pravi ženska, ki je noseča, da če posluša neko glasbeno delo, da potem otrok, ko ga sliši, ko se rodi, da ga to pomirja. A je to res, Marko? To je res, ja. Ko so nosečnice poslušale določeno glasbo, ko so otroci to isto glasbo, ko so bili že rojeni, poslušali, ko so jim recimo jemali kri ob pregledih, so v bistvu nekako bili pod manjšim stresom, ker so poslušali to muziko, ki so jo že slišali. Kaj so se spomnili? Očitno so bili neki spomini, ki so nekako zmanjšali oziroma bili nekako pomirjujoči, že slišani neko domače okolje. No, ampak Mojca, Mila, ker so se pogovarjala pred začetkom tega pogovora, si pa rekla, v Nemčiji v orkestru pa... Naj ne bi nosečnice prav dolgo igrale v orkestru, verjetno zaradi prevelikega hrupa, ne, na dojenčke. Pri nas tega ni, pri nas gremo pač tako vse, ampak en mesec prej. Moramo pomiriti tukaj gledalke in gledalce, da govorimo seveda o nosečnici, ki je na odru, ki je v orkestru. Ne. Predvidevam, da v dvorani nikakor ne more biti preglasno, ampak samo vpliva pozitivno, blagodejno. Tako. Kako pa bi po tvojem mnenju, Mojca, lahko starši vključevali klasično glasbo v vsakdanje življenje svojih otrok? Jaz mislim, da te obiski
abonmajev, družinskega abonmaja Slovenske filharmonije in tudi drugih orkestrov, ne, matinej, so zelo lep uvod v eno klasično izobrazbo ali pa samo v bistvu ko bojo pač odrasli hodili na abonmaje. Se mi to sploh, ker sem pač v Slovenski filharmoniji vidim, kako se lepo pripravljajo koncerti in kako se pol poveže, vedno je neka tema povezana s klasično glasbo in se mi zdi, da to za otroke zelo zanimivo in tudi v bistvu ugotovijo, da ni nič tazga, nič tak bav, ni treba biti zelo premir sedeti, tudi če se kdo kaj poklepeta, pa malo kaj pove. Smo glasbeniki v bistvu tega navajeni in zelo sproščeni, kar se tega tiče, ne? Sploh na družinskih abonmajih. Je žurka torej. Je žurka, ja. Odlično. Marko, a obstajajo določeni skladatelji ali pa glasbena dela, ki imajo še poseben pozitiven vpliv na zdravje? Recimo, klasicizem, barok, romantika. A je, koliko vzameš tablet, C-vitamin, pa reče zdravnik, zdaj pa mečkan Mozarta, bomo dali klele pa 14 dni malo Beethovna, pa priporočam vam, ko se zbudite, Čajkovskega pred jedjo. Pa v ponedeljkih ne mola. Tako, v ponedeljkih pa ne mola, samo dur. Do srede. V glavnem, ko sem enkrat pisal eno kolumno, sem šel malo raziskovati to, in prišel do člankov, kjer so ugotavljali, da so otroci z epilepsijo, ki so poslušali Mozartovo sonato za 2 klavirja, imeli manj, recimo, epileptičnih napadov in tudi teh elektroencefalografskih značilnosti bolezni, ko so ob poslušanju te glasbe. Potem je bil en zelo zanimiv članek, kjer so mišim presadili srce in so potem te miši s presajenim srcem živele in so jim ustvarjali različno glasbeno okolje. In so poslušali miši Mozarta, potem so poslušali Traviato in so poslušali eno New Age-ovsko muziko in nek monofon pisk. In seveda miši, ki so poslušali Mozarta ali pa Traviato, so s presajenim srcem preživele 2 ali 3-krat dlje od miši, ki so seveda umrle prej in so bile prisiljene poslušati neke monofone piske ali pa, mislim, da Ennio so jim vrteli, eno tako pop glasbo. Ja, ampak je to mirna glasba, ne? Ja, ampak očitno je Mozart nekako vseeno boljši. Če hočete dolgo živeti, poslušajte Mozarta. Kaj pa za tebe, Marko, v življenju terapija poleg glasbe? Kaj te še sprošča? Si scenarist, si dramatik, pisal si recimo 2 nanizanki, Teater Paradižnik, Naša mala klinika, obe sta nagrajeni z kar nekaj viktorji. A te sprošča komedija, te sprošča pisanje scenarijev? Torej, mislim, da je tako kot glasba, je tudi humor na nek način eno zdravilo, nefarmakološko, se pravi, to ni tableta, tako kot glasba ni tableta, tudi humor ni tableta. In dejansko je humor nekaj, kar jaz poskušam s pravo mero, vsak dan uporabljati, tako in to sem vse življenje počel, pri stikih z bolniki, se pravi z otroki, da sem poskušal pač na tak neformalen način se z otrokom ukvarjati, pogovoriti, da se mi je potem lažje pustil pogledati. In pa tudi v končni fazi, v tej zdajšnji funkciji, poskušam nekako z enim zdravim humorjem marsikatero zagato rešiti pri vsakdanjem delu. Mislim, da je to nekaj, kar je lahko zelo koristno in je treba pa seveda to veščino negovati. Zanimivo mi je na koncertu klasične glasbe, ko se zgodi mogoče kakšen tak za glasbenika oziroma pa za dirigenta neprijeten pripetljaj, recimo, da se dirigent majčkeno spotakne. Publiki se zdi to na koncertu klasične glasbe zelo atraktivno, nekaj posebenega in tak happening, vsi se malo pohihitajo. Mojca, a se je zgodil, imaš izkušnjo, se je zgodil kdaj na odru kaj mogoče neprijetnega, ampak je to izpadlo zelo simpatično in je publiko nasmejalo? Ja, meni se zdi, da se skozi nekaj nam lahko dogaja, veliko ljudi je na odru. Imamo
dokaj stroga pravila obnašanja, oblačenja. Tako da to, kar si omenil, ja, da dirigentu palčka zleti z rok, pa pol eno roke straž pobira, ali pa kdo iz publike, to je strašno zanimivo, ali pa če kdo pozabi note, pa pol laufa dol z odra, pa spet nazaj, to je, vsi ploskajo tako zelo so take, smešne prigode, sploh publiki. Nam so pa bolj kakšne z oblačenjem, ne, ponavadi. Enkrat bili smo na turneji po Evropi z Svetovno zvezdo Ano Netrebko in na drugem koncertu smo šli, ne vem, iz Stuttgarta v München, so pozabili cel zaboj z ženskimi koncertnimi oblekami. FKK. Tako. In kjera bonma ste uporabili? Ja. In bilo je pač res prigoda, ker smo iskali obleke od vse povsod, ne. In jaz sem na koncu šla, tam imajo pa sploh Nemči, pa sploh stroga pravila, ne, do gležnjev obleke, pa preko komolcev. A v Nemčiji imajo bolj stroga pravila, kot Ja, mi smo jih zdaj nekako malo povzeli, no, da. Prej pri nas še ni bilo tako. Ampak takrat jaz vem, da sem šla v obleki brez rokavniki, šal čez črn in v gumijastih črnih škornjih na oder. Lepa dvorana in tako sem hodila, da se ni videli, kaj imam jaz v butu, ne. In to je pač bil štos pol, še zdaj se spomnimo tega, no. Da je to tako, mogoče bolj za nas novo, ker za publiko. Ja, ampak zakaj je to, Marko, po tvoje, zakaj je to tako smešno, ko se zgodi to na koncertu klasične glasbe? Če bi se to zgodilo na, ne vem, rock koncertu, to ne bi bilo, mislim, nič posebenega. Okej, nekaj se je zgodilo, ampak gremo naprej. Jaz mislim, da gre pač da je koncert klasične glasbe nek dogodek, kjer veljajo določena pravila obnašanja. In seveda, če neka tako pravilo nehote prekršiš, ima to lahko komičen učinek. Ampak s tem ni nič narobe. Ker ima hkrati tudi zdravilen učinek, ker se ljudje nasmejijo. Ja. Marko, a je veliko zdravnikov, glasbenikov, oziroma jih glasba zanima, hodijo na koncerte? Veliko, torej mojih kolegic, kolegov, nekateri so celo akademsko izobraženi glasbeniki, veliko jih igra, ne igrajo vsi redno, veliko jih pa hodi na koncerte Slovenske filharmonije. In enkrat sem pisal v kolumni, da dejansko, če te zdravje pusti na cedilu, je to najbolje, če stori na koncertu Slovenske filharmonije, ker skoraj v vsaki vrsti sedi en dohtar. Tako da mogoče bi bil predlog Ministrstva za zdravstvo za skrajševanje čakalnih vrst, mogoče subvencionirati abonmaje, kjer boš lahko res v pauzi, recimo, se še malo pregledal. Koncerte, ki še ni spuščaj, lahko komu pokazal. No, ampak tudi, če se ti na koncertu res kaj hudega zgodi, potem tako priješ skoraj prej na vrsto, kot če bi prišel rešilec po tebe. Tako. Ljudje hodite na koncerte, varno je. Tudi v tem smislu glasba pomaga k boljšemu zdravju. Za vse je poskrbljeno. Ja. Marko, kaj pa zdaj v zadnjem času, če se ne motim, imaš svoj bend, v katerem igrajo kolegice, kolegi, zdravniki, pediatri. Ustvarjate v tej smeri veliko, imaš čas za to? Torej, bend je, ki smo ga v bistvu ustanovila skupaj z prijateljem in kolegom Klemnom Dovčem že pred več kot 10 leti. Je v bistvu tak ad hoc zasedba, kjer igramo priredbe uspešnic. Na nek način tako, kot počnete v Kaj dogaja, z nekimi parodičnimi teksti, ki so pa seveda bolj na zanimivi ali pa smešni ozkemu krogu ljudi, ker so medicinsko obarvani. In seveda najboljša poezija se rodi iz največje bolečine. Se pravi, da če lahko v nek vers spraviš stisko, kjer antibiotik dati ob 2 zjutraj otroku, ali pa kakšno tako zadevo, mogoče bistveno bolj banalno, ki nima zveze z samo strokovnostjo, potem je to lahko tudi spet zelo smešno. No, jaz sem bil na enem koncertu in sem se zelo, zelo zabaval. Recimo, res sem se smejal na komad Borelija, odkot strahote tvoje. Igraš v bendu, a si kdaj igral mogoče že s kakšnim od članov Slovenske filharmonije? Ko so bili še otroci v glasbeni šoli. Zdaj pa v zadnjem času pa ne. Ampak, Mojca, če se strinjaš,
Z veseljem. Marko te z veseljem povabil v kvartet, V bistvu kvintet. kvintet. Ja. Oboa plus godalni Oboa? kvartet. Ja. Čakaj, oboa zakaj? Marko, a si fan oboje slučajno? Ne, jaz se pravim, igram kljunasto flavto, igram klavir, ampak nekako zdaj zadnje leta, ko sem se bolj v kljunasto flavto vrgel in začel bolj aktivno tudi igrati baročno glasbo, seveda sem pa videl, kako pomemben inštrument je oboa in kako blizu človeškemu glasu je. In mi je njen zvok res lep. Ja, v redu. Marko, potem pa te z Mojco vabiva v družbo članov Slovenske filharmonije in se veselim, da te slišim igrati oboe, ker iskreno povem, ne morem si predstavljati, kako bo to izgledalo. Tudi jaz ne. Oboa je pihalo, na katerega se igra s pomočjo ustnika, ki ga sestavljata dva lističa, narejena iz trstike. Ta dva lističa med seboj vibrirata in na takšen način proizvajata ton. Predniki oboe izvirajo z Bližnjega vzhoda, potem pa je inštrument prišel v Francijo in dobil tudi to ime oboa. V resnici je francosko haute bois, visoki les oziroma glasni les. V času baroka so jo uporabljali bolj v namene signalizacije lova skupaj z rogovi, vendar pa je kasneje oboa doživela preobrazbo, tako da dandanes jo najdemo v simfoničnem orkestru, na mestih, v skladbah, kjer so melodije najnežnejše, zato inštrumentu tudi lahko rečemo, da je to duša simfoničnega orkestra. Marko, filharmonični konzilij se je sestal, tako da jaz te predajam v roke dolgoletnemu solo oboistu Slovenske filharmonije, pa boste malo predebatirali, kaj se da tukaj narediti. Marko, živijo. Ej, poslušaj ti, kako je mogoče, da si izbral najtežjo nalogo za izziv? Kaj te je privedlo do tega? Moje življenje je itak polno izzivov. Nisem si pa mislil, da je toliko lukenj na tem inštrumentu. Blok flavta jih ima precej manj. Ja, to bo držalo. No, pa probajva mi dva tole skupaj narediti. Torej, imava inštrument in imava ustnik. Kot če bi nam imel zob, pa tudi proteze ne v ustih, tako da je Ja, zdaj ni dosti proteza efekta, ne? Že za v penzijo. Greva dalje. To tipko, pa to, pol pa tole vmesno. Ti zmer lahko rečeš z inštrumentom nekaj ni v redu. Ne? Ja, nekaj ti moram povedati. Z inštrumentom, Zobo ni nič narobe. z inštrumentom je vse v redu. Ja. Kako je počutje? Rabiš kaj zdravnika? Malo je vrtoglavce. Ja, Ja. Pazi, da ga ne boš tukaj zadev, če ga obleko zadaneš, se ustnik potem takoj zlomi in je gotovo. To. Bravo. To ima tako tanke lističe, ki morajo biti rahlo, oziroma ravno prav navlaženi, mokri. Krasno. Bova videla, če to funkcionira, če imaš dost moči in če pravilno zategneš žnable, kot bi rekli pri nas včasih. Zdaj pa bom jaz dal intonacijo. Sergej Prokofjev je napisal glasbeno pravljico Peter in Volk. V tej pravljici nastopa seveda tudi oboa v vlogi račke. Dame in gospodje, jaz si želim, da ta račka današnjo operacijo preživi. Godalni kvartet Slovenske filharmonije in doktor Marko Pokorn. Tilen, to ni fair. A veš, da se oboje ne da igrati, če se režiš? Ja. Prešpari ti to za tvoj, kaj dogaja. Ja, seveda gremo to, jasno.
Bravo. Bravo! Bravo, bravo. Ja, lepa.